Jedrsko orožje ima 9 držav, največ Rusija, ZDA in Francija. Nekatere pomembne države pa so sumile, da se tudi Iran ukvarja z bogatenjem urana, ker želi izdelati jedrsko orožje. To bi po njihovem mnenju pomenilo veliko tveganje. Zato so se odločile, da bodo Iran kaznovale tako, da z njim ne bodo trgovale, če ne bo spremenil svojega jedrskega programa tako, da ne bo mogel izdelovati jedrskega orožja. To pomeni, da Iran ni mogel služiti s prodajo nafte, plina, dragih kamnov in dragih kovin. Prav tako Iran ni mogel do denarja, ki ga je imel v bankah v tujini. Skratka, Iran je bil zaradi kazni ali sankcij revnejša država. Po letih sporov pa so maja 2015 ZDA, Rusija, Kitajska, Velika Britanija, Francija in Nemčija z Iranom sklenile sporazum. V njem se je Iran zavezal, da bo svoj jedrski program omejil tako, da ne bo mogel razvijati jedrskega orožja, da bo denimo zmanjšal število centrifug za bogatenje urana, centrifuge pa bodo lahko obogatile uran le do stopnje 3,67%, kar je dovolj za delovanje jedrskih elektrarn, medtem ko je za jedrsko orožje potreben 90% visoko obogateni uran. Iran se dogovora drži in kazni ali sankcije se odpravljajo. A ameriški predsednik Donald Trump je pred nekaj dnevi rekel, da je ta sporazum slab, saj nihče ne ve, kaj se bo zgodilo čez nekaj let, zato ne bo več spoštoval dogovora in bo znova uvedel sankcije za Iran. Evropske države se s tem ne strinjajo. Iranski voditelj pa meni, da sporazum brez ZDA ni več smiseln.